Nahajam se v mestu Karkamiš na turško-sirski meji. Na nasprotni strani meje, tu za mano 200 metrov za železniško postajo, se nahaja mesto Džarablus, sirsko mesto Džarablus, ki je eno ključnih mest, ki jih obvladuje Islamska država, arabsko Daeš. To je meja, ki je bila v zadnjih mesecih večkrat izpostavljena. Je eno redkih področij ob turški meji, ki ga v tem trenutku še obvladuje Daeš. Približno 30, morda včasih tudi 40 km meje je v rokah Daeša. In prejšnji teden, točno v tem mestu, takoj za mano, je padlo 5 izstrelkov strani Daeša in turška vojska je odgovorila s tankovskim napadom. To je bil dejansko prvi neposreden spopad turške vojske in Daeša in na tem mestu je grozilo, da bo prišlo do večjega spopada. Na drugi strani, vzhodno in zahodno iz tega mesta, večino meje obvladujejo kurdska milica JPG v tem trenutku. Le Azaz in Tal Rifat, ključne mesta in mejni prehod pri Rehanliju v provinciji Hatay, je trenutno še v rokah upornikov, ki jih podpira tako Turčija kot nekatere druge sunitske države. V tem trenutku je nemogoče reči, ali bo prekinitev ognja vzdržala vsaj nekaj časa. Zagotovo to še ne pomeni, nikakor ne pomeni konca sirske vojne, kajti nekateri ključni igralci v dogovoru o prekinitvi ognja v morebitnem mirovnem sporazumu sploh ne sodelujejo. Ravno omenjena Islamska država, ki se nahaja tu nekaj 100 metrov za mano, in Fronta al-Nusra, največja uporniška milica v tem trenutku. Treba je poudariti, da vendarle, kljub vsem, ko bi rekel, negativizmom, kljub vsem zaskrbljujočim, groznim podatkom, ki prihajajo iz Sirije in jih spremljamo tudi v zadnjih dneh na turško-sirski meji, je tokrat prvič v 5 letih najbolj krvave vojne našega časa mogoče pričakovati kanček pozitivnega. Mogoče pričakovati, da se bo konflikt vsaj za nekaj časa zaustavil, morda zamrznil v nekaterih predelih Sirije. Zdi se, da je rusko-ameriški odnos v Siriji veliko bolj nagnjen k sodelovanju kot k konfliktu. To seveda nujno ne pomeni nič dobrega za nekatere vpletene strani, recimo za sirske Kurde, ki so očitno dobili zeleno luč tako iz Washingtona kot iz Moskve za svoj vojaški pohod po severu Turčije. In kot se je zgodilo že večkrat v preteklosti, recimo leta 1991 v prvi zalivski vojni, utegnejo Kurdi plačati veliko ceno geostrateških interesov nekaterih drugih, v katere igro so bili potegnjeni in praktično niso imeli izbire kot narediti nekaj drugega. V zadnjih dneh, treba je priznati, so na sirsko-turški meji, v okolici Kilisa in nekaterih drugih krajev, od koder smo poročali v prejšnjih dneh, tako kurdska milica kot je prenehala s svojim vojaškim pohodom, ni zavzela mesta za stakovanje turške rdeče linije. Turki pa so z druge strani turška vojska prenehala z artilerijskim topniškim obstreljevanjem kurdskih pozicij. In prav tako iz kurdske kot iz turške strani je prišlo tiho zagotovilo, da se spopadi, če eden ne bo napadal drugega, ne bodo nadaljevali. Zato je to mogoče razumeti kot tiho privolitev k prekinitvi ognja, ki bi morda v naslednjih tednih, mogoče mesecih, lahko pripeljala do nekakšnega preliminarnega mirovnega procesa, mirovnega sporazuma.